Spoštovane gledalke, dragi gledalci, dobrodošli v novi epizodi oddaje Reflektor. Za začetek vam samo predstavim, tukaj na mizi imamo danes novi Šopka Rožic en lep koledarček, ki ga je izdala naša Leteja, za katero tudi sama pišem članke. Tako da noter imate po dnevih take spodbudne misli in nekje tukaj okrog mene se bo pokazal en tak linkec, kjer si ga lahko naročite. Bomo pa to vključili tudi v ta box tam pod videom, kjer je opis videa. Tako da, če bi kdo imel spodbudne misli za vsak dan, si lahko to naročite. Ampak k današnji temi. Z mano danes gost v studiu Matic Novak, strokovnjak za ADHD oziroma za motnje pozornosti, ki ima tudi sam izkušnjo ADHD-ja. Zelo sem vesela, da si danes z nami, Matic. Ja, hvala. Mi da se dogovorila pred oddajo, da se tikava, tako da bova lažje debatirala, da bo debata bolj sproščeno tekla. Dobrodošel v naši oddaji. Zdaj me pa najprej za začetek zanima, če mi dva čisto razloživa, še jaz sama ne vem tega, priznam, ali je izraz motnja pozornosti širši kot ADHD, spada še kaj drugega vanjo in kaj točno ADHD sploh pomeni? Ja, mislim, motnja pozornosti nekako spada notri v to samo razlago diagnoze, ki je v bistvu Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Okay. In je v bistvu če razloživa, attention je pozornost. Tako, ja, deficit kot torej primanjkljaj pozornosti in hyperactivity disorder. Tako, ja? In neka hiperaktivna motnja. Dobro. V bistvu poznamo še ADD, ki je brez te hiperaktivnosti, ki je v bistvu samo motnja pozornosti. Ja. In sama razlaga te diagnoze bi pomenila, da je moja pozornost nekako omejena na neko časovno obdobje in pa da se ob tem, ki mi pozornost šviga naokrog po prostoru in pa tudi v mislih, v bistvu se zraven priklopi še neka hiperkinetičnost oziroma hiperaktivnost, nek motoričen nemir. Se pravi, če prav razumem, kot da bi misli nekako begale tako noter v možganih, da bi se hitro užigale, preklapljale gor, dol, levo, desno, veliko teh povezav, verjetno sem pa kaj asociacij ali kaj? V bistvu je tako, da ko jaz neko misel dobim, ko pride v moje polje zavesti, se ta nekako ne zaključi in ostaja odprta. In na to se zraven priključi še ena in verjetno še ena in še ena kdaj, oziroma je tudi zelo to pogojeno od državljanov, ki prihajajo. Se pravi, zdaj sem jaz recimo doma in berem knjigo, medtem slišim, da zunaj gre mimo hiše rešilc in mene takoj potegne ven, medtem ko sem jaz v knjigi. In pa me rešilc potegne naprej v drug miselni tok in tako naprej, tako naprej. In to je ta poizvedava oziroma begajoča pozornost. Ko bi rekla, da do neke mere se to vsakmu lahko malo zgodi, a je pa razlika v tem, koliko hitro lahko ti spet mogoče misel nazaj pripeleš domov tam, kjer je trenutno bila, a mogoče, ja? Ja, v bistvu načeloma to je zelo odvisno od tega, v kakšnem stanju počutja si, koliko si spočit, kaj počneš. Zdaj, če te ena stvar zelo zanima, potem te težave sploh nimamo. To je zelo tak, težko je posplošeno reči, v bistvu, kaj je ta razlika. Načeloma bi jaz rekel, da je dejansko to, da se težko nazaj vračaš k temu primarnemu pravilu oziroma da dokončaš nek cilj. In hkrati ta hiperaktivnost je prav potreba, da bi tudi na kinetičen način skozi gibanje nekako ta nemir malo sprostil, ali kaj? Tako, to je pa ta motoričen nemir. To enostavno so lahko gibi zelo majhni, so lahko z rokami, v bistvu delujemo tako, kot da se ves čas z nečim igramo. Jaz konstantno lahko recimo tale prsten malo vrtim, s prsti se recimo takole začnem igrati ali pa jih premikam, z nogo migati. Tako lahko se pa gre pa to z zmeraj večje gibanje. Se pravi, se lahko začne malo pretegovati, malo presedati, noge tako, noge sem, za vrat. No, kar mirno. Kar mirno lahko tukaj tudi kaj takega, če bi bilo treba. Okay, kako si ti ugotovil, oziroma kdaj si ugotovil, da imaš pravzaprav to motnjo pozornosti? Kakšen je bil ta moment? Zdaj, moji starši so bistveno prej ugotovili to, kot jaz sam. Jaz sem to začel zaznavati nekako tam v 3. razredu, da sem drugačen. Takrat sem se malo bolj zavedal, da v bistvu nečesa ne zmorem, kar moji vrstniki zmorejo, recimo. Ali pa da med poukom, recimo, ne zdržim toliko časa pozoren na tablo, na učitelja, na razlago, na delo v delovnih zvezkih, da motim pouk. Recimo, doma sem videl, da sem malo bolj tak, da nimam nekega obstanka, da konstantno nekam plezam, kopljem, raziskujem, skratka. Ampak ni bilo pa to toliko moteč, zaradi tega, ker sem odraščal še v nekem tistem, jaz pravim,
zdravem otroštvu, kjer nismo imeli še toliko telefonov, igric. In sem bil v bistvu večino časa odzunaj. In tam v bistvu to je bil moj svet. Tam jaz nisem imel toliko težav, medtem ko sem pa prišel pa v neke ustanove, v neke inštitucije oziroma nekam, kjer je veljal nek sistem, neka pravila, tam sem se pa soočal s težavami, ker ni bilo to okolje prilagojeno meni. In se pravim, tam nekje v 3. razredu, zdaj tisti izbruh prav največjih težav se je pa stopnjeval do 5. oziroma 6. razreda, ko je bil prehod na višjo stopnjo. Ko je bilo v mojem okolju vedno več novih ljudi, vedno več novih učiteljev, vsak predmet ima svojega učitelja, vsak predmet ima svojo učilnico in z vsake učilnice je nov pogled skozi okno, ki je mene vsakič na novo stvar potegnil ven z zanimanjem in s pozornostjo. In so se težave, ki so v sklopu ADHD samo še povečale. Kakšen si bil pa recimo, če se mogoče spomniš kot otrok pred šolo, torej v tistem predšolskem obdobju, tudi kako tak aktiven, živahen? Zelo živ, zelo poizvedoval, avanturističen, oboževal sem živali, to ne bom pozabil. Kokoške sem imel tako domačene, da ko sem domov prišel, je počepala in potem sem jih dajal v take tiste korbice, ali ko se temu reče, te gajbe. No? Ja. In sem delal v bistvu stolpe iz kokoši, vozil sem jih s traktorjem, s tistim šaflom na pedalčka. Oboževal sem pse, mačke. A si v kmečkem okolju odraščal? Ja, super, seveda, to je pol idealno za... Hodili smo se s kolesi naokrog, mečevali, igrali, policaje, roparje, viteze. Lepo otroštvo, ne tako? Idealno, tako si želiš. Idealno otroštvo. Okay. Potem je pa šola malo zadeve zakomplicirala. Ja, seveda. V šoli ne bom pozabil, to je bilo vedno, ko sem prvi razred, seveda, ko sem prestopil v šolo in se usedel v učilnico, ko sem se učil, da moram sedeti pri miru, so me usmerjali, kako se moram pravilno usesti, roke tako, noge tako. Jaz sem sedel na vse možne načine. To meni ni bilo naravno. In se spomnim, ko sem gledal skozi okno, sem gledal ptiče in sem si prav mislil, joj, koliko sem vam fovš, vi tam tako prosto letate, jaz moram biti pa tukaj not zaprt. In se pravi, šole so se v bistvu pa začele te težave dejansko izražati. In potem kaj, si bil napoten na kakšne preiskave, kako so starši obvestili, kakšen je bil ta potek? Zdaj, tako je bilo. Jaz sem bil vmes prešolen v 3. razredu. Najprej sem bil prvi, drugi razred, ni bilo še toliko težav, ker je bilo veliko poudarka na igri. In medtem, ko sem se lahko kar precej gibal po razredu in nisem rabil biti toliko statičen, ni bilo toliko obremenitve strani šole, takrat težave niso bile še toliko močno izražene. Videli se je recimo, ko sem med poukom začel razstavljati televizijo, to so bile take velike škatle, še tiste ta velike televizije v omarah noter zaprte. In to je hišnik je pozabil noter zbijač. In sem med skupinskim delom me je odstavil tja in sem šel malo raziskovati in me je zanimalo, kako je to narejeno. In sem začel razšrobovati in je pač zadeva narazen padla. In učiteljica videla to, da me odnaša ta pozornost. Sem pa dobil v 3. razredu novo učiteljico, tista pa ni imela ravno posluha zame, pa ni ravno razumela, zakaj ne mora biti pri miru. Oziroma, zakaj ne morem slediti, zakaj zaostajam, zakaj dobim izpad, ko tablo pobrišejo in prosim, da ostane snov še na tabli. In v bistvu tam sem imela pa nek konflikt, ki je pa v bistvu pripeljal do tega, da nisem upal na račun tega več v šolo. In so me prešolali na drugo osnovno šolo, tam je bil športni program, 1 leto, je bilo odlično. Vsak dan telovadba, včasih po 2 uri, športni dnevi. Pol se pa ta program ukinil in težave moje so šle pa samo v razcvet. Zdaj sem pa pozabil, kaj si me točno vprašala. Kako so v bistvu se pravi starše, kako ste se pravi, si dobil verjetno odločbo, ali kako si predstavljal, kakšen je ta potek? Pa to me zanima, kako sta starša se s tem soočila, oziroma kako sta ona to sprejela. In v bistvu takrat so pol starši tudi začeli malo poizvedovati, ker moja mama je učiteljica, kaj bi mi lahko v bistvu omogočilo, da bi bilo meni lažje, in so me napotovali k raznim specialnim pedagogom. Bil sem tudi pri marsikakšnem psihologu, tukaj v Ljubljano sem hodil tudi na Gotsko, kjer sem v bistvu pol to določilno ADHD in v bistvu nekako tudi me začeli usmerjati strani pomoči, da sem dobil odločbo. Probali so tudi vmes zdravili, skratka, vsega so se posluževali, samo zato, da bi meni olajšali in pa ljudem, ki so bili z mano v razredu. In starša sta kako sprejela? Si rekel, da sta ona že prej nekako slutila, da gre za to, ali kaj je že vedela? Starša tako, mislim, kljub temu, da je moja mama učiteljica, da
je poznala to, če domnevam, no, ko dobiš svojega otroka s tem, verjetno kar težko. In sploh, ko je prvi otrok in ko se prvič s tem srečuješ sam osebno in to na vsakdanjem, ko bi rekel, vsakdanje, je v bistvu to postane kar en res konkreten izziv, in ki ga ni konca, dokler dejansko ptica ne zleti iz gnezda. Ne. In dejansko je tako bilo, no, da so bile ure in ure sedenja in pomoči. In sicer to je bilo strani moje mame, ona je nekako bolj prevzela šolo in pa to, da sem jaz res sledil in da nisem zaostajal in da sem pač nek uspeh dosegal. Medtem ko je pa oče prevzel pa ta moj drug del, se pravi to hiperaktivnost. On me je pa usmerjal v šport in to mojo energijo kuril, a ne, ven. In me na nek način tudi zelo učil enega takega zdravega pogleda na življenje oziroma športnega duha, kar mi je tudi ogromno pomagalo. Sploh pri ADHD-ju, ki smo zelo taki lahko samosvoji, kompetitivni. Da se ta energija kanalizira v neke take smeri, ki so konstruktivne, zate dobre, kjer si lahko uspešen, verjetno, kjer dobiš neke potrditve in tako si predstavljamo. Ja. Če sem prav zasledila, ti imaš tudi diskalkulijo pa disleksijo, je to res? Ja. Torej, malo sam razloži še te dva pojma, pa kako se to v bistvu, to verjetno še dodatno zaplete, te učne težave, ali kaj? Ja, A je to pogosta kombinacija, prosti, kad te prijem, pogosta kombinacija z ADHD-jem ali je to čist nekaj ločenega? To je v bistvu kot neka, lahko bi rekel, komorbidnost, se pravi, da je poleg ADHD-ja še zraven se priklopi ali disleksija ali diskalkulija, to so učne težave, ali pa v bistvu oboje hkrati. Jaz sem dobil cel paket. Ja, tako da, zdaj čist posplošeno, kaj pomeni disleksija, je v bistvu, da imaš težave lahko z govorom, s črkovanjem oziroma z predstavo črk. Ti jih vidiš pravilno, ampak tvoji možgani jih preberejo drugače, narobe. In sploh tiste, ki so si med sabo podobne, P, B, D, M, N, V, U, R, take črke pogosto začneš menjati. In gre to z ADHD-jem zelo tako smolo imaš, no, če to dobiš, ker na nek način, ko tvoja pozornost začne upadati, se pravi tam nekje po 15 minutah se strošiš, se začne ta disleksija še bolj izražati. In v bistvu imaš nek nemir, neko zbegano oziroma tako begajočo pozornost, po drugi strani pa še vse narobe bereš. In to je pa samo še dodatno breme. Diskalkulija se pa na številke kako nanaša? Podobna motnja samo pri številkah? Na nek podoben način, kot da ne bi imel logične predstave v možganih za številke. Kot da jih ne vidiš, ne znaš jih skupaj povezovati in se v bistvu ne zmoreš reševati nekih matematičnih problemov v glavi. In to je pa sploh tista, kako bi rekel, češenca na vrh tortice, ker z matematiko imeti težave je pa sploh velik problem, ker ko enkrat zaostaneš, matematika si sledi in nadgrajuje. Pa drugi naravoslovni predmeti pola, ki so sam na njo naloženi. Tako, tisti pa pol recept za katastrofo, če enkrat zaostaneš preveč nazaj. In potem je tvoja mami s tabo delala doma dodatno verjetno veliko, ali kaj? Ure. Kaj nisi pač kot nekdo, ki ima ADHD, verjetno ne uspeš v šoli vsega tega upraviti, kaj mogoče nekdo, ki tega nima, kako? Ja, zvezki so nepopolno, učbeniki so, delovni zvezki so nepopolno izpolnjeni. Zvezki so prazni, ena snov je napisana, ne vem, snov za slovenščino se znajde v osnovi za biologijo, da ne govorim, kako sploh pišeš, da ni nobenega reda, nobene organizacije, nobene strukture. In kaj šele, da pozabljaš, kaj je za nalogo, kdaj boš vprašan, kdaj bomo pisali test. Vse te stvari ti grejo ven iz glave. In vse te stvari moraš doma nadoknaditi, če želiš iti v korak s svojimi vrstniki. Saj ti nimaš težav, po veliki večini ljudje niso, kako bi rekel, nižjih kognitivnih sposobnosti. Imajo jih. Skoraj da ravno obratno mogoče, ne? So zelo brižni. Opažam, da so kar zelo na tisti strani nadarjenih. Ja, saj to, ja. Ampak jih ta težava tako na nek način omeji, da tega svojega znanja in potenciala ne morejo dati ven iz sebe.
In tukaj jaz vidim pa problem oziroma izziv, da pač si želim, da bi ti otroci pa dejansko pokazali, kaj zmorejo in v bistvu, zakaj so prišli sploh na ta svet. Super. Povej mi, kako si ti pa v bistvu, ker zdaj mi deluješ, bi rekla, da imaš urejeno življenje, tudi strukturirano na nek način, daj malo upanja tistim, recimo, ki gledajo, pa imajo zdaj otroka, ki se mogoče sooča s to diagnozo ali pa razmišljajo o tem, kako si pol ti uspel, recimo, a se to z leti malo, bi rekla, umiri? Mogoče pol, ki si iz pubertete ven, se zadeve malo ustalijo? Ali kako je bilo pri tebi? Ali si pol toliko dela vložil v to, da si življenje pa te okoliščine toliko uredil, da ti je bilo tebi lažje? Zdaj tako, dokler ne prideš k pameti, kar se zgodi tam nekje okrog 24-25 leta, nobenega nočem strašiti s tem, ampak pač zdaj, če gremo že gledati skoraj samo fiziologijo, pač razvoja možganov, se dejansko takrat začne ta frontalni reženj dokončno razvije. In v bistvu se pri meni bila ista ta prelomnica, ko sem začel malo sploh uvida dobivati vase v svoje vedenje in pa posledice, ki jih dobivam s tem vedenjem. Do takrat imajo ogromno nalogo in pa vlogo starši, da v bistvu tega otroka usmerijo in pa na nek način zavarujejo. Jaz sam ne bi zmogel. Če bi bil jaz prepuščen samemu sebi, bi ne 100%, 200% zabluzil, totalno. Danes verjetno ne bi tukaj sedel, ampak bil nekje pod nekim, ne vem kje, pod mostom, ali kaj pa jaz vem, kaj bi počel. In v bistvu brez te podpore staršev meni osebno ne bi uspeli in tudi tistim, ki se soočajo s tem, mislim, da ne. Ker najhuje je to, sej šola ti da neko usmeritev, ti da podporo, ampak če se ta kontinuiteta ne vleče v domačem okolju naprej, da recimo se soočam s tem, da so starši v zanikanju, recimo sploh očetje kakšni, so kdaj to, ne, sej to ni ben ADHD, jaz ga že na trdo parijo, pa bova že, ni čist tako, in če ima otrok podporno okolje, pol dejansko je uspeh zagotovljen. In če verjameš v otroka, da ne obupaš nad njim. Seveda pol je pa spet odvisno od obdobja do obdobja. Tam nekje pri 16 je mene začela kar precej spodnašati noge puberteta. Ja, in kar si do tega obdobja naredil, je takrat v bistvu neka baza, ki se nekako malo pozabi pol za obdobje pubertete. Tam bluziš. Zdaj tam se probaš odcepati od staršev, probaš malo biti samosvoj, vsi drugi so več vredni kot tvoji starši. Besede drugih so definitivno več vredne. Vsi drugi so večji idoli in starši izgubijo malo ta vpliv in takrat jih tudi začne najbolj skrbeti. Tisto obdobje je tudi najbolj nevarno za nas, ker se pravi, jaz sem zbežal skozi okno, smo imeli streho, ker si šel tako lepo po strehi dol, še plezalc sem bil cel svoje življenje, to je bilo samo okno, sem odprl, potiho po strehi dol in sem šel, sploh vejo ne, zdaj bo izvedel. Ja, pač, jaz sem bil izredno iznajdljiv in pa tako res znal sem si tako popestriti življenje, in puberteta je nevarno obdobje, in takrat je pa neko zdravo mero pozornosti in pa neko zdravo mero usmeritve, ker če ga boš preveč, se te bo odcepal in ti ne bo nič dal. In na nek primeren način do toga pristopa, da samo vzdržuješ ta odnos, da imaš nek iskren pogovor, kjer tečejo neke informacije, kako se počutiš, kaj se ti dogaja, si v redu, nisi v redu, dovolj. Tako površinsko, ampak tisto res bolj vezano na počutje in pa zlorabo kakšnih zadev, recimo alkohola, se to pogosto dogaja. Danes, kar opažam, drog je noro. In smo podvrženi tem, odvisniškim vedenjem in zato je pač treba nek ta pogovor vzpostavljati, da otroka nekako probaš zaščititi. Ne pa preveč, ker se bom obranil in strgal z roki in pobegnil. Zanalaš, ne? Ja, seveda, kljubovanje, čisto. No, pol je pa naslednje obdobje, pol, ko prihajaš pa ven s pubertete, tam je pa spet dovzeten malo bolj za pogovore in začneš malo bolj ceniti to besedo staršev in videti, da so marsikaj imeli prav, oziroma če ne skoraj vse. In vse, kar so počeli, so v bistvu počeli iz tega, da ti hočejo dobro. Ni bilo zdaj tisto omejevanje za to, da bi ti slab želeli, ampak zato, da te zaščitijo. In pol, ko to spoznavaš, ko to vidiš, da te tudi vedenje, kakršnega imaš in način v tvojih odzivov, sploh ti impulzivni odzivi, ki so, ne bodo daleč pripeljali. Predvsem pa, kako sem se jaz učil in pa to me je zadnjič šokiralo, ker sem imel enega otroka, ki so individualno delali, mi je rekel, po 11 letih je rekel, Matic, veš, jaz se učim samo na en način.
v življenju? Je rekel tako, da me nekaj zaboli in ko me dovolj zaboli, vem, da tega več ne smem. Sem rekel, ko bi ti vedel, res, kaj se te še čaka. In pač, to je bil moj life. Do bolečine čez in naredil kar pomeni bolečina vezana na neko izgubo. Ali telesne funkcije, sem si roke lomil, ko sem skakal z bordom na glavo in ne vem kaj vse, ali izgubo nekih odnosov, prijateljev, partnerjev, ali pa izgubo zdravja. In v bistvu, ko zaboli, tam vidiš, kje je tvoja meja. In do enega obdobja, mislim, da 24-25 leta, se to tvoje polje, ta tvoj vrtiček meja izoblikuje in približno veš, kje noter hodiš. In po tistem pa vidiš v bistvu, da določeni vedenjski vzorci, določen mišljenje, določen način oziroma določen življenje, ki si ga do takrat imel, verjetno ne bo glih najbolj deloval. In takrat pa v bistvu vsaj jaz iz sebe, ko izhajam, takrat sem si pa želel stvari spremeniti. Jih dvigniti na višji nivo, se izboljšati, biti najboljša verzija sebe, kakor lahko sploh postanem. Ker ti si rekel, rad bi spremenil svet, mislim, da je to celo napisano. Se pravi, imaš res eno tako lepo poslanstvo, lepo misijo. Se pravi, moraš biti še dolgo tukaj v zelo dobri formi, da boš lahko še veliko naredil. In si to tudi sam ugotovil in si zadeve mogoče hotel bi rekla, da na malo nižjo prestavo, če se tako izrazim, motoristično, danes si se z motorjem pripeljal. Povej mi, Matic, danes, v tem trenutku, recimo, kako se zdaj kaže tvoja motnja? Mislim, kako ti opaziš, recimo, zdaj, pri teh letih, ki si zdaj svojo motnjo? Ja, vidim recimo ta hiperaktivnost, ki je bila najbolj izražena tam do enega 20-25 leta, je začela malo padati. Imam še epizode, ko me dvigne, seveda, sem čist navit in poln energije. To je ponovadi, ko sem zelo dobro naspan, spočit, ko imam zelo dobro prehrano, ko skrbim zase s kakšnimi dodatki, takrat se ta nivo energije dvigne. In takrat je problem pri meni, da najdem mejo, kdaj ne grem čez. Zdaj jo že najdem, zdaj jo že vem, se pravi, ko me začne odnašati, si rečem, vrčuj. Ker če si dovolim, da me odnese, pol pride tisti hype, pol je pa crash. In pol tam ob 4 popoldne padem dol in sem gotov. Do takrat pa pogon na polno. Stvar, ki me še vedno moti, je mogoče ta neka impulzivnost, ki je vezana na prenašanje nekih občutkov frustracije. Dejansko je to tudi znotraj simptomatike, v bistvu ta težava s tem frustracijskimi občutki, ki jih doživljamo ob nekem naporu, če nečesa ne zmorem. Primer je, ko urejam neke Wordove dokumente, ko delam neke tabele v Excelu, meša se mi. In takrat rabim določene dražljaje iz okolice, da mi te misli nekako požrejo. In jaz si dam na glas, recimo glasbo na polno, to je tudi toliko na glas, da ljudje zraven mene ne morejo biti. Ampak rabim tisti nek orang držljaj, da me zbija dol, da lahko sploh padem. Ker drugače bi kaj? Drugače sem živčen in... Če vskakati ali kaj? Ne, meša se mi. Enostavno norim sam pri sebi. Sam nas se znorim. Kako si lahko tok? A veš, čist padeš. Ker vem, da lahko, ampak ne morem narediti koraka čez. Ne morem padati noter. In ko padem not, imam pa tisto omejeno polje pozornosti, ker mi zadeva ne diši delati, ker jo ne maram. In imam pa nekako tam od 5 do 15 minut. Pa mi spet pade in moram narediti, pa ne vem, poročilo dolgo 2 strani, 3, včasih več. Kako boš to naredil? In zdaj imam izkušnjo iz otroštva, ko sem bil na zdravilih, da mi pač neka zadeva lahko pomaga. Imam jih še vedno doma, ampak jih zelo nočem imeti, ker mi načeloma niso všeč občutki, ki jih doživim pol v svojem telesu in pa na področju misli. Ampak mi pa pomagajo in potem sem še v tej borbi, a bi, a ne bi, in je pač take borbe. Kaj ti recimo zelo poslabša tvoje, se pravi, kaj so neki dejavniki, ki ti tudi še zdaj, ne sem, ki si bil otrok, ki ti poslabšajo, se pravi, da te hitro izpeljejo stran iz fokusa? Se pravi, preobremenjenost, da ne skrbim za počitek, to je nujno. Moram imeti nek ritem ustaljen, neko rutino. Recimo v prejšnji službi, ki sem jo imel, je bil en velik faktor, zaradi katerega sem jo zamenjal ravno delo v turnusu, ker sem delal recimo dopoldne, popoldne, enkrat cel dan, vikende, praznike in še urnik se je konstantno spreminjal in me je totalno rušil.
In nisem vedel, recimo, živel sem samo iz dneva v dan, nisem mogel nič planirati naprej. Kar pomeni, rabim rutino, rabim neko stabilnost, rabim urejeno in pa čisto okolje okrog sebe, ker če imam doma kaos, nered, se mi to dejansko odraža na miselnem nivoju, pa še v glavi vse razsuto. Tako kot sem že omenil, poskrbeti moram, da res hodim spat ob dovolj zgodnji uri, da ne ponočujem, ker problem je, ko prihajajo te pozne ure, se meni tudi misli umirijo in sem takrat najbolj produktiven. Zjutraj pa posledično težko vstanem in čez dan seveda se ne spravim niti k sebi in pol posegam po enormnih količinah kave, da me gor drži, kar pomeni, da poskrbim za spanje in pa za primerno prehrano, z raznimi dodatki si tudi pomagam. Ampak tisto, kar me najbolj obremenjuje, je stresno. Stres pa neko planiranje svoje prihodnosti. Tukaj sem zelo slab. Kaj pa recimo čisto na nivoju hrupa, tišine ti verjetno dosti bolj ustreza, če je malo bolj tiho ali kako? Čisto odvisen. Aha. Zanimivo je to pri tem ADHD oziroma ADD-ju je to, da ko se jaz na nekaj skoncentriram, ko padem noter v neko polje pozornosti, takrat postanem hipersenzoren. In na vse svoje čutila. Ker jaz imam mojo pozornost konstantno odprto. Jaz imam sposobnost, da jo zložim in spravim na ta, naprimer, dokument, ampak se mi konstantno odpira. In zdaj, ko padem pa v pozornost, mi pa še vsa čutila, vid, sluh, von, okus in otip postanejo hipersenzorne. Kar pomeni, naprimer v učilnici, ko sem delal, ko sem imel DSP, ko je zraven sedela zraven mene neka specialna pedagoginja in samo zraven je bila, ko sem reševal kaj. Jaz sem slišal dejansko, kako je ona slino požrla dol, kako je šlo to skozi vse strukture grla noter in imam da ne še kako je kapnil noter v želodec skoraj. Dejansko slišiš take malenkosti, da je noro. Komarja slišim v sobi, ki je 3 metre stran od mene. Res na vse ratam toliko pozoren in pol se poslužujem tega, naprimer, da si dam ali nek šum, ali pa v mojem primeru neko ritmično glasbo brez nekega vokala, zaradi tega, da se ne fokusiram na njega, ampak da me samo spravi nek ritem. In pa zraven se še premikam in si na ta način pa pomagam, da lažje stržim. Kaj da bi bili vsi držlaj ful potencirani oziroma ful ojačani tako, da bi dal vse na spit. Ko padem v pozornost, se zelo ojača. Je pa še en catch pri tem ADHD-ju, je pa ena druga plat, ki se reče pa hiperfokus. Tukaj imam pa 100% pozornost, tukaj sem pa totalno noter v tisti stvari, ki jo delam in ne vidim, ne slišim nič drugega kot samo to. To je pa ponovadi na stvarih, ki me zelo interesirajo, ki so mi zelo blizu in jih z največjim veseljem počnem. Jaz sem recimo imel te ročna dela, ali da sem kaj rezal, da sem užigal na les, ali da sem delal tiste aviončke, modelčke iz plastike, skratka neke take fine dela. In pa tudi v službi sem ga imel, ko me je pa v bistvu stres spravil v ta hiperfokus. Recimo na intervencijah, ko sem delal kot reševalec. Sem imel pa isto, ker balonček sem je naredil na intervencijo in sem videl take majhne malenkosti, taka super moč mi je bila, iskreno. Zanima me, torej ti imaš Instagram account, zelo fajn, ADHD Slovenija se tudi imenuje. Prej smo že malo govorili o tem, ampak za kamero. Zdaj me pa zanima, da mi spet to poveš. Čemu je namenjen tvoj Instagram account, v bistvu, kaj želiš z njim doseči? Imaš tudi lepo število sledilcev, ker veliko delaš tudi na ta način, da izobražuješ o teh vsebinah, si po celi Sloveniji po moje povabljen kot gost na šole, na različne delavnice, v različne ustanove in tako naprej. Kaj v bistvu, čemu služi tvoj Instagram, kako pa tudi nasplošno gledaš na socialna omrežja? Ja, zdaj Instagram v tej fazi življenja uporabljam izključno kot širjenje nekega glasu in pa neke besede o tem, kaj je ADHD, te prepoznavnosti tega. V bistvu si želim na nek način pomagati staršem, otrokom, odraslim in tudi mladostnikom, ki se soočajo s tem. Vse, kar delam zelo po navdihu in sicer, ko me nekaj prevzame, da posnamem nekakšen edukacijski video, moram to res začutiti in pol, ko ga začutim, speljem to do konca. Zato se res nočem s tem objavom obremenjevati, ker me na nek način kar precej zasužni ta stvar. Seveda so posledice tega več ljudi, kot ti sledi, več ljudi te tudi želi kontaktirati in imam neodgovorjenih preko, mislim, da 200 sporočil, če ne še več na Instagramu.
enostavno ne zmorem, ker sem tak, da ko se nekaj lotem, hočem do konca narediti. Pa smo te mi kar hitro dobili, super, sem vesela. Jaz delujem na klic najbolj, recimo. Jaz to vsem povem. Klic, poklič me, vse se bo zmenilo. Pisanje je pa noro, ker jaz lahko že da pogledam in si rečem, ok, bom odpisal, ampak zdaj nekaj drugega počnem. V trenutku pozabim. In pol se ta čas neodpisovanja podaljšuje in pol na neki točki postane že čudno in pač zamudiš tisto iskrco, tisto hype in pol zadeve minejo. Pa ljudje mislijo, da zanalaš nočeš odpisovati, ampak dejansko ni tako. Tako da kaj želim s tem narediti? No? Želim res v bistvu nekako pomagati ljudem, ki se soočajo s to težavo, ki so vpleteni v ta ADHD, v to motnje pozornosti. Tisto drugo vprašanje. Ogromno delaš z mladimi, dajva kar tako mogoče navezati. Ogromno delaš z mladimi, kaj hodiš na tabore z mularijo in tako naprej. Tam po moje zelo si v elementu, si predstavljam, da te to veseli. Pa tudi prej si omenil, da boš zdaj šel v šolstvo delati. Torej, kje vidiš zdaj trenutno, recimo, kje pozicioniraš svoje poslanstvo, tako čisto na tej službeni ravni? Ja, dejansko v otrokih. Tako, ker mi je, mislim, jaz tako pravim, otrok v meni je še zelo živ. In je star tam nekje od 9-10 do tam 14 let. In kar je najbolj zanimivo je to, ko pridemo v stik s takimi otroki, to se samo pogledamo, smo vsi na isti valovni. Vsi na isti, meni še kar špila, pač tisti otrok. In je pa zelo zanimivo, ko imam pa še nekega odraslega v sebi in lahko pol vodem skozi to igro v bistvu, vse delam prek igre. In dejansko, kar se vidim zdaj, je, da čim več delam z njimi. Tako kot si že rekla, na raznih taborih, na raznih delavnicah. In v bistvu vse, kar delam, je to, da krepim njihovo pozornost z neko, tako rekoč, doživljajsko pedagogiko. In trenutno sem dal odpoved v zdravstvu, imam dovolj tega, ker se počutim zelo nemočnega, da nekomu tam pomagam. Urgenca mi je bila odlična za to, ker imaš poškodbo, zakrpaš, naredil si. Takoj feedback. Zdaj pa sem šel na psihiatrijo, tam se že pacienta vleče, pa tisti neuspehi so me vedno boleli, ker sem vedno vse zelo osebno imel. Tukaj vidim pa, če pa delam z otroki, ko bom pa šel v osnovno šolo, vidim pa v bistvu to, da dejansko bom z njim skozi celotno obdobje šolanja. In nočem ga jaz usmeriti na mojo pot. Jaz mu hočem samo pokazati, kaj je njegova pot. Oziroma ga pokazati, kje se on lahko razvija in kje ima on v bistvu skrita njegov potencial. Kako se pa otroci, s katerimi delaš, odzovejo na to, recimo, da si ti tudi en izmed njih, bom rekla, tako čisto dober, ne? In so veseli, ali kako in verjetno jim to zelo pomaga, si predstavljam tudi. Mislim, ko ti navežeš stik, jaz tako pravim, otrok, sploh tisti, ki imajo ADHD, jaz hrepenim po tem, da midva vzpostavlja stik. Če ti vzpostaviš pri meni zid, oziroma prihajaš do mene z neke pozicije, z neke višje pozicije, jaz ne bom mogel s tabo sodelovati. Jaz si dejansko želim ta pristen odnos izmenjavanja informacij ali v vedenju, razpoloženju, skratka, da je neka iskrenost. In ko oni začutijo, da si ti v bistvu do njih popolnoma iskren, popolnoma prvinski in pa da si želiš biti z njimi dejansko in jim nekaj predati in dati, to sploh ni drugega recepta, kot samo to, da enostavno si dovoliš tak biti. In pa se vse ostalo samo po sebi zgodi. Je pa tako bi rekel, naslov ali oziroma te tematike, neka rdeča nit je pa samo igraj se. Samo to. Ker kamorkoli prideš, povsod za moje pomest, še vedno živim po tem principu, pa da je življenje igra, kamorkoli prideš, v kjerokoli okolje. Tam veljajo določene pravila in če se znotraj teh pravil giblješ, se boš lahko igral. Sej poiščeš svoje meje, včasih greš malo čez, da malo popestriš, ampak malo se vrneš nazaj. Tako da ja, no. Zanima me, se ti zdi, da, jaz se opažam, da bi bilo teh motenj pozornosti pri mulcih vedno več, pri otrocih. A je to v bistvu to, da včasih, tako kot si rekel, če je bilo življenje malo bolj počasno, malo drugačno, so se te diagnoze mogoče malo na kurnikih, pa senikih, pa travnikih, pa v gozdovih porazgubile? A je to ena stvar, pa je bilo tega procentualno isto? Ali je zdaj življenje z vsemi tudi temi pametnimi napravami, hitenjem, tak, da dejansko v bistvu še spodbuja to, da se te motnje bolj izrazijo? Tudi. To je en tak kar obširen, ko bi rekel, problem.
ta pojavnost teh motenj pozornosti. Zdaj, jaz mislim, da se je že sam pristop do teh otrok spremenil, oziroma sama diagnostika je šla itak v koraku s časom. Več se je začelo tudi poudarjati na tej problematiki, zaradi tega, ker se je več otrok začelo tudi pojavljati. Zakaj se je to začelo dogajati? Jaz mislim, da je, če gledam statistično, je nek procent kakor toliko enak skozi leta. Tam od 6 do 7%. Zdaj nek delež je sigurno še tistih neodkritih. Tukaj mislim, da je največ teh, ki imajo samo motnje v pozornosti, se pravi ADD. In pa predvsem to so predstavnice ženskega spola, se pravi dekalice. In teh se res, včasih se zelo težko odkrije, ker maskirajo, ker skrivajo, ker prikrijejo to z nekimi vzorci vedenskimi, oziroma enostavno tudi sama šola jim je bolj pisana na kožo kot dečkom. In v bistvu jih na račun tega ne odkrijejo. Zdaj opažajo pa dejansko, kamorkoli pridem, da je res, da so v porastu. In če grem gledati trend razvoja tehnologije, je ta zadeva v bistvu zelo nekako v koraku s tem pojavnostjo z teh motenj pozornosti. In če gre zdaj čisto pogledati, recimo, jaz imam tale moja dlan, je telefon. Jaz imam na tej dlani, na tem majhnem, ko bi rekel, no to je že kar velik telefon, ampak na tem majhnem prostoru ujeto svojo pozornost. In jaz v bistvu nič drugega ne vidim, ne slišim, kot samo to, kar dobivam tukaj neke informacije. In te informacije so zelo zanimive, v bistvu zelo stimulativne. In pa še nikoli ni konca. Igrice so narejene tako, da greš na vedno večji nivo, socialna omrežja pa nikoli ne zmanjka TikTok, konca. To je skozi izbobanje neskončno velika. In kar se tukaj dogaja, je pa še to, trenirajo mojo pozornost na neko časovno obdobje, ki je ponovadi za tiste videoposnetke od 30 sekund do 1 minute. 3 minute je že za marsikoga preveč. In zdaj, kaj se to dogaja? Se pravi 30 sekund ne morem več. In v bistvu mene na nek način priuči, v bistvu to mojo pozornost, ki jo imam na razpolago, priuči, da toliko zdržim, več pa ne. Po drugi strani, in pa jaz tudi pravim, da so to neke dopaminske črpalke, ker sprožajo nek dopaminski odziv, vsi ti impulzi in pa držljaji v možganih. In zato te tudi ujamejo noter, zato tudi povzročajo neko odvisnost. In kar se dogaja, če si predstavljamo to kot nek kanister, zaloge energije, ki jo jaz uporabljam za pozornost, zdaj sem na telefonu, jo kuram. In pada, pa grem še malo igrice igrati in naredi, in je konc. Pa pridem v šolsko obdobje, mislim v šolsko okolje, kar se zgodi, malo se mi napolne čez noč, dobim recimo do sem, pridem v šolo, spet v šoli kuri pozornosti, spet pade in se nikoli ne napolni do konca. In na ta način v bistvu izčrpavam te zaloge in v bistvu to energijo, ki jo lahko namerim na pozornost, in se posledično začnejo kazati te motnje pozornosti. Tako da zdaj, a je ADHD v porastu ali ne, jaz mislim, da bo čas pokazal, in pa za ene take zelo zanimive študije, ki bojo prišle oziroma že prihajajo tudi na plano. A si ti osebno tako kaj omejuješ, recimo ta čas, ko si na pametnih napravah ali pa pred zasloni, si ugotovil, da ti to koristi? Ja, to je večna borba. Ja, mislim, opažam, da ko izgubljam kontrolo nad tem, je ponavadi, oziroma ko se mi ta screen time povečuje, ponavadi takrat tudi v bistvu, ali sem zelo utrujen, izčrpan, preobremenjen. Se pravi, v vseh teh stanjih začnem vedno bolj posegati po telefonu in po teh omrežjih. Ker najlažje se mi je zlekniti dol na kavč ali pa nekam usesti in samo vrteti. To je najlažje. In jaz, če imam kakšne strategije, ja, imam jih jaz in imajo jih vsi okoli mene, ki me vidijo, da padem noter, da me ujamejo, da se ujamem v to past telefona, mi drugi rečejo, da je peči dol s telefona, dosti je, ker ko sem enkrat pa not, pa ne morem ven. To lahko, malih zadnjič se mi je zgodilo, jaz sem bil po 3 ure na telefonu, samo videoposnetke. Pa to me zanima, pa gun me zanima, pa to bi lahko naredil, pa gun bi lahko naredil. Ampak kar se zgodi do enih po noč, vrtel, zjutraj sem se zbudil čist na glavo. Ko sem bil pa otrok, se pa prav spomnim, sem imel eno obdobje, ko sem se malo zasvojil z igricam, sem igral v Call of Duty, to je bila še 1, 2, to so bile tiste še, so bile ta dobre. Se je v bistvu zgodilo to, da po nekaj urah igranja jaz sem bil norčev, zblojen, totalno nevrotičen, totalno agitiran, kaj nek
nek sršen, ki ga daš noter v flašo in ga pa spustiš ven. Samo čaka, da te bo piknil nazaj. Ne? In dejansko res slabo vplivajo na osebe, ki imajo ADHD, pa tudi na tiste, ki ga nimajo. Nam samo še poslabšajo simptomatiko. No, ena mamica mi je enkrat razlagala, ima sina z ADHD in je rekla, če on medtem, ko se uči, ima zraven telefon, ga to toliko raztrese, toliko mu uniči, je rekla, to moramo mi ful paziti, recimo, ne, da ni zraven pa skozi neki notifikationi, pa neki zvončkla, pa se neki pržiga. Rekla, to pol nima pozornosti niti za eno nalogo, recimo, dokončati ali pa narediti. Kje pa? Da sigurno je to kar povezano. Samo da se posveti, samo da ne lučka posveti. Že če nimamo motnje pozornosti, pa vidimo, da te speljejo misli ali pa tako, ne, če se skozi maili pržigajo ali pa nekaj, ne? Ja. Mamljiv je in v bistvu dejansko povzroča res hudo odvisnost. No, tako jaz bi to rekel, to je čisti dope. Če gremo gledati v bistvu zdaj vedenje, kakor se nekako pokaže potem, ko vzameš otroku to. Se pravi, kakšen postane, ne? Ko mu vzameš igrce, v tistem trenutku, kaj se z njim dogaja. To je čisti odvisnik. Čisti. Ali če daš kokainca, pa mu vzameš kokain, ali pa telefon, pa vzameš telefon. Isto. In tudi na istem področju v možganih v bistvu deluje. Na istem področju v možganih se osvetlijo. In je zelo, zelo, zelo nevarno to, pač, da se otrokom že v zelo zgodnjem obdobju daje telefon. Oziroma, da se itak ga moraš dati, ker je družben pritisk velik. Ker sošolc ga ima, jaz se spomnim, ko so pri nas hodili telefoni ven, to je bil še tisti, kaj je bil že tisti, tak rumen je bil. Sem imela Mobi Radio. No te, pa ko si ga odprl, kosec ali kaj so že bili neki. Ko je ga imel en sošolc, smo ga mogli imeti vsi. In to je bil tak pritisk na starše, da smo na koncu vsi imeli telefone. In dejansko, kako se obraniti s tem, je samo to, da se pač dozira otroku. Zdaj, če ima v osnovi ADHD, bi jaz rekel, da se ga čez dan toliko zaposli oziroma toliko aktivira, da čim manjkrat pomisli na to, da bi sploh uporabljal telefon. To je kar izziv. Šport je za moje pojme ena izmed zelo dobrih rešitev. Se strinjam. A je možno, se mi zdi, da se tudi to včasih zgodi, da ob tem, ko otrok recimo dobi diagnozo, še njegov starš v bistvu ugotovi, da tudi on pravzaprav ima neke te simptome. A je možno, da se to zgodi? Ja, seveda. V bistvu je ta genetski faktor prenosa tega ADHD-ja zelo, zelo velik. Mislim, da je tam, se pravi, številke. Zdaj ne gre z glavom, ampak ne bom se spomnil. Velik procent. Velik procent je, da če ima starš ADHD, tega ima pol naprej še otrok. Se pravi, da se v bistvu prenesejo neki geni, ki aktivirajo ADHD. Zdaj niso prav specifični geni, to sem bral zadnjič, da je več različnih genov, ki aktivirajo ta ADHD. So sicer tudi še teorije, zdaj zelo priljubljene in zelo popularne od dr. Gabor Mateja, ki je izdal knjigo, oziroma pri nas je pa šel prevod Stara stresenum. On zagovarja teorijo v bistvu, da je to nekako privzgojeno oziroma priučeno vedenje, to disociacija, recimo, ko je otrok zelo izpostavljen stresu v nekem kritičnem obdobju razvoja, in se ne more na drugačen način obraniti, da se v bistvu zateka vase. In v bistvu totalno izolira od sveta. In potem postaja vedno bolj zasanjan, odsoten. In v bistvu je to njegov safe place, varno okolje. To je tudi eden izmed možnosti, ampak to teorijo pa spodbijajo recimo razni starši, ki imajo dvojčke otroke, pa ima en otrok ga ima, pa drugega nima, naprimer. V vaši družini ti imaš še brata ali kako? Jaz imam brata, ja. In on nima ADHD-ja? Ne, on je čist kontra, čist drug. Umirjen, tak zelo, kako bi rekel, Ja, umetniški. Umetniški, pleše brutalno hudo, skratka čisto tak v svojem svetu, ni imel nikoli toliko težav s šolo, vedno je sam zase uspel poskrbeti, medtem ko sem jaz rabil 100% pozornost staršev, pa konstantno usmeritve. Če dobro, da niste oba, ne bila tako. Ja, ali pa ne, mislim, jaz tega ne vidim kot zdaj slabo. Za starše sem mislila. Starše bi bilo lažje, če je bilo sam za zemljo se toliko ukvarjati. Za starše pa definitivno. Dajva zaključiti, Matic, prosim, jaz bi prosila, da mi poveš na kratko, v kakem stavku, kaj bi svetoval staršem otrok z ADHD-jem, kakšno spodbudno misel za starše, kakšno za učitelje, ki imajo mogoče učenca v razredu, kako z njimi delati na kakšen način, in pa recimo za sošolce, nekoga, ki ima ADHD, se pravi, kako bi oni z njim najboljš se povezali oziroma da bi najlepš shajali. Za starše
nočem jih zagreniti, oziroma jaz bi rekel tako, it gets worse before it gets better. Kar pomeni, da najprej je eno obdobje, ki je res težavno in pač otroka moraš čez to spraviti, in tukaj bi dal na svet to, da stojijo za otrokom, da mu res pomagajo, da to obdobje prebrodi, in pa da res kontinuirano delajo za šolo, ker dejansko je šola tista stvar, ki ti omogoča, da danes dosežeš, ko bi rekel, nek status tudi, oziroma neko službo dobiš, ki ti je blizu. Ne se ustrašati ADHD-ja, tega se ni za bati. So v bistvu otroci, ki so izjemno srčni, izjemno prijetni, prijazni, energični, okrog nas res nikoli ni dolg čas, ampak je pa pestro, tako da dolg čas jim ne bo nikoli. Učiteljem tudi ne? Učitelji je tako, čim več naj se probajo izobraževati na tem področju, zato da bojo skušali razumeti otroka in dobili v bistvu pogled v to, da če niso zraven vedenjske motnje prisotne, da otrok ni vedenc, je v bistvu ADHD sam po sebi meni onemogoča, da jaz sledim, da jaz nadziram svoje vedenje, svoje telesne gibe. In v bistvu včasih rabim samo en tak nešolski pristop, izven teh okvirjev, kar meni je zelo dobro naredila ena učiteljica, mi je rekla: Matic, daj pa pogledati, če imam avto zaklenjen. Ko sem imel ta motorični nemir, sem šel pogledati, avto zaklenjen. Ampak kar je ona meni takrat naredila, ona je meni omogočila izhod iz razreda, ker je dobro vedela, da jaz to energijo vse imam, in če jo ne bom sprostil, se bo to samo bildalo, oziroma bo to samo rastlo do tega, da bom imel neki izbruh izpad. Tako mi je dala pa možnost izhoda, da sem se malo zjagal in prišel nazaj v bistvu in veliko več odnesel od ure, kot da bi bil noter konstantno korigiran, usmerjen in pa nadzorovan. Tako da to, probajte razumeti otroka in probajte ga v bistvu usmerjati pa začutiti, spustiti blizu, ne postavljati zid. Ker če te postavlja zid pred takim otroku, ga bo probal najprej preplezati, pol ga bo probal najprej, kar pomeni, da se bo trudil, pol ne bo uspel, ker pač mu ne gre dolg časa, ni vztrajen, pol bo probal zmanipulirati s svojim vedenjem. Tukaj spet ni ok, ker delamo tukaj vedenjske motnje zraven, se in se dela razne nekaj, kar ni. Tretji stadij je pa, da bo ta zid probal prebiti. Prebil ga bo pa z nekim neustreznim vedenjem, da bo postavil kontakt. Tako da nek iskren odnos, potem hrepenimo. Se pravi, če imamo pa sošolci, recimo sošolci nekoga v razredu? Sošolci je pa tako, ne mi dajati pozornosti, ko iz sebe delam klovna in pa norca. Povejte mi, kako se počutite, ko se neprimerno do vas vedem, zato da dobim feedback, da pač nekaj ni ok. In pa probajte me vključevati zraven in ne misliti, da je z mano karkoli narobe. Ker v bistvu je to, da se jaz ne morem zbrati, da jaz včasih ne morem rešiti kontrolne naloge ali pa slediti, to še ne pomeni, da sem neumen oziroma nesposoben. Ali pa prizadet, moten in ne vem, kaj vse sem že slišal. Pomagajte mi, prosim, kot otroku, zdaj izhajam iz te vloge, da si v bistvu, če pozabim zapisati, kaj imam za nalogo, kdaj bom vprašan, kdaj bo kakšen test, česa ne smem pozabiti, športnih copatov, dokumentov, ko gremo v Zagreb in ga jaz edini pozabim. Naprimer, da me take stvari spomnite, samo da si zapišem zraven, ali pa da mi posodite zvezke kdaj, ali pa domačo nalogo za prepisati, ki jo pozabim doma narediti. To ogromno tehta in ogromno pomaga. Ne me pa zbadati, ne me provocirati in ne se v bistvu hraniti s tem, ko imam jaz nek izpad. Ker sem imel sošolca, naprimer, ki se je on zaželel malo dogajanja v razredu, je mene znal točno pikant tja, ker najbolj boli, da sem jaz se totalno razpištolil in je letel proti njemu vse, kar sem imel pri roki. Na srko sem pa seveda jaz. Da je bilo malo dogajanja, da je nekaj bilo. Tako da tako, nekako en tak paket. Hvala. Sem prepričana, da bo marsikomu zelo prav tole prišlo. Jaz ti želim veliko uspeha naprej pri tvojem delu, pri ozaveščanju, pri tej srčnosti, ki jo imaš, da bi številnim pomagal, da bi se pokonektal lepo, tako kot si rekel. Zaključila bom pa še z eno mislijo, tlele iz koledarčka. Se mi zdi tudi primerna za temo, ki sva jo imela. Sicer jo je pa to misel v enem iz intervjujev za LTE izpostavila gospa Metka Knez, ona je pa gluhoslepa. Ima gluhoslepoto.
je rekla: zavedam se, da nihče ni brez svojih težav, tudi če je navzven morda videti tako. Zaradi tega za nikogar več ne uporabljam izraza zdrav človek, kajti menim, da ima vsak človek kakšen hendikep in da je normalnost zelo relativna. Bi se strinjal? Definitivno. Hvala vam za ogled. Napišite nam kakšen komentar, dajte deliti ta video, se mi zdi, da so pa res take vsebine, ki bodo marsikomu prišle lahko zelo, zelo prav. Všečkajte in se vidimo v naslednji epizodi. Pa, pa!